SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem SBC-vem podcastu Aktualno. Moje ime je Katarina Matejčič in bom vaša gostiteljica. Danes pa malo širša tema, kombinacija vsega trenutnega dogajanja od stavk, ki očitno so šle na začetku, pa idej vlade, drugačnih, višjih davkih, nekje morda celo nižjih, torej vse, kar se v tem trenutku dogaja. Moji sogovorniki danes pa na moji desni Izidor Krivec, predsednik uprave Celjskih mesnin, Ivan Simič, davčni svetovalec Simič & partnerji in pa profesor na Ekonomski fakulteti Marko Jaklič. Lepo pozdravljeni in seveda dobrodošli v našem studiu. Profesor Jaklič, začnemo z vami. Nažalost še eno ekstremno pestro leto, čeprav smo tako rekoč na sredini januarja. Kaj je za Slovenijo in za povprečnega Slovenca v tem trenutku bolj pomembno? Ideje vlade, napovedi vlade, da bojo letos le uresničili določene reforme, val stavk, ki se prerašča na pol cunami, ali zelo zaostrene razmere po svetu, ki se lahko še razširijo. Ravno videli smo ta teden dodatne zaostritve v Rdečem morju, lahko se to preširi v Gibraltar, zdaj so že ugibanja o morebitnih težavah v Tajvanski užini, torej to lahko zelo hitro postane velik problem tudi za Slovenijo, za Luko in za vse prebivalce. Ja, kratkoročno letno gledano prav gotovo dogajanje na mednarodnem področju, tako političnem kot gospodarskem oziroma bolj gospodarskem. Letos so sicer napovedi ekonomistov precej bolj optimistične, kot so bile lani v takem času ali pa mečkan prej. Lani je približno 85% ekonomistov napovedovalo recesijo za lani, ki se ni zgodila. Za letos so bolj previdni, še vedno opozarjajo, da so določene točke, o katerih ste tudi govorili, ki lahko sprožijo tudi recesijo, tudi dolžniške krize in še kaj, kar tako državne kot podjetniške, kar seveda lahko zelo negativno vpliva, glede na našo odprtost oziroma mednarodno povezanost tudi na Slovenijo. To, kar se dogaja v Sloveniji, seveda ima medijsko žal zelo veliko pozornost, se pravi ta nesposobnost politična, ne samo te vlade, tudi preteklosti, vse te stavke, ki jih imamo, so bolj neka posledica nepravočasnega ravnanja v preteklosti, tako da imamo neke vrste požare, vsi se sklicujejo na neke dogovore podpisane izpred leta ali celo več, obljube in podobno. Stvari se niso reševale, pometale so se pod preprogo, rešujejo se ne niti zdaj, niti ne s tisto potrebno vizijo, ki bi bilo treba, pa govorimo o zdravstvenem sistemu, kakršnikoli teh javnih sistemih in seveda potem je tista iritacija, ko se govori še o višjih davkih, s tem, da se resno ne pogovorimo o tem, kakšen javni sistem, kako ga narediti gospodarnega, pa govorim in o zdravstvu in še seveda o vseh ostalih, o ministrstvih, ob katerih slišimo, koliko tisoč ljudi sedi tam in tako naprej. Pa s tem jaz seveda ne mislim reči, da se na ministrstvih ne dela, marsikdaj celo preveč, pa tudi kdo, ampak neko tako, bi rekel, metlo pred domačim pragom bi od javnega sektorja oziroma tistega, ki ga vodi, se pravi vlade, pričakoval. Gospod Krivec, kaj vi v tem trenutku v podjetju opažate kot veliko težavo in ali se vam že oziroma se vam lahko zgodi, da boste te stavke čutili tudi pri samem poslovanju? V končni fazi konec januarja napoved stavk upravnih enot, kar pomeni, da kar precej enih stvari ni mogoče urediti. Sodniki že stavkajo, pomeni, da se vsi sodni spori, vpisi in podobno, kar gre čez sodišče, že zamika. Recimo, kakšen od vaših zaposlenih bi rabo iz zdravniku, mu bojo zdaj premaknili pregled, recimo bo kakšen dan več na bolniški in bog ne daj, da se temu pridruži še SVIZ, kar pomeni, da potem nimaš zat kam otroka, ker ni ne vrtca, ni ne šole in ostanejo na starševskem dopustu oziroma bolniški. Se vam to že pozna ali vas v tem trenutku druge stvari bremenijo? Dobro, v tem trenutku se to še ne pozna, vendar pa je možna posledica, da poslej, ko prej to se poznalo tudi v našem sektorju, dejstvo. Bolj se bojim seveda, da so te štrajki oziroma želje po višjih plačah, včasih tudi nenormalno višjih, v javnem sektorju, da se bo to preusmerilo tudi na zasebni sektor. Zasebni sektor ima večje težave, seveda. Ljudje vidijo, da pač vsi želijo večje plače in tudi v našem sektorju oziroma v gospodarstvu bodo
slej ko prej zahtevali tudi zase več, ne. Mi pa seveda delujemo na globalnem trgu, ker pač moramo biti konkurenčni. Vemo, da smo v zadnjem letu praktično delavci zopet dobijo manj, ker se pač ta dohodninska oziroma ta olajšave so se zopet vrnile na prejšnjo raven in ljudje seveda se sprašujejo, zakaj dobijo manj, včasih niti ne razumejo, da to nismo krivi mi delavci, ampak da pravzaprav je bruto enak, ampak neto zopet dobijo manj. In bojimo se, da se bo to preneslo seveda na zasebni sektor, ne. Že tako se borimo z nekonkurenčnostjo, vemo, da na vseh lestvicah izgubljamo konkurenčnost, delujemo pa na globalnem trgu. Tudi tisti živilski industriji, ki prodaja samo v Sloveniji, deluje na globalnem trgu, ker pač vse multinacionalke prodajajo tudi pri nas, ne. In s tem, ko izgubljamo konkurenčnost, ne, potem pomeni, da bomo lahko tudi manj dali za plače, ne. Po drugi strani seveda imamo pač delovnopravno zakonodajo, ki tudi ni konkurenčna oziroma pač spodbuja manj želje po delu, ne. Ogromno je teh težav, ne, da če seveda se vrnem samo na naš sektor, imamo še cel kup drugih zadev, ki negativno vplivajo na nas, tudi ta nesrečni zakon o zaščiti živalih, pravzaprav ogromno nekih nestrokovnih mnenj, ki tudi vplivajo na naš posel, ne, na posel cele živilske industrije, kmetijstva, če se seveda dotaknem našega sektorja, ampak tudi drugi sektorji imajo zaradi pač teh dogajanj, teh vlad, dodatnih obremenitev velike težave in izgubljamo na konkurenčnosti. Vi ste dolgo časa bili predvsem davčni svetovalec, vodili ste FURS, lani ste pa nekako vas je zanesla tudi v zdravstvene vode in imate svoj medicinski center, začeli ste z estetsko kirurgijo, rekli ste, da boste odvisno od možnosti in želja to širili, zdaj imate kar nekaj različnih področji, splošna medicina, pa ginekologija, ortopedija in podobno. Ali to pomeni, da ni bilo težko dobiti teh zdravnikov, zdaj ob tej stavki pravijo, utrujeni smo, izžeti smo, ne vidimo družin? So k vam prišli ljudje, ki delajo tudi v javnem sektorju, ali imate ljudi, ki so zgolj in samo recimo pri vas, pa še pri kakšnem zasebnem izvajalcu? Torej, od vseh teh zdravnikov je samo eden iz javnega sektorja, ima ustrezno dovoljenje, vsi ostali so pa delajo že nekaj časa v zasebnem sektorju in pač delajo za več zdravnikov. Nekaj je tudi ena lastnica, ki dela, torej so lastnica podjetja. Enega zdravnika imamo iz Hrvaške, tako da se poskušamo koncentrirati predvsem na tiste, ki delajo v zasebnem sektorju. Kot zdaj vidite, bo torej vedno več takih klinik in bo dejansko javno zdravstvo postalo nekoliko drugačno, kot smo ga vajeni. Ne bi želel ocenjevati, kaj se bo zgodilo in kako. Prav gotovo javno zdravstvo in zasebno zdravstvo morata delati skupaj. Torej, nesporno je, da bodo pač tisti, ki so bolani, izbirali tam, kjer bodo prej prišli na vrsto, in trenutno tudi v zasebnem zdravstvu, kolikor vem, ne štrajkajo. Obstajajo recimo izračuni, koliko vsak dan, ko imamo praznik več, recimo v primerjavi s prejšnjim letom, ravno letos so vsi prazniki razen enega pridejo na delovni teden, kar pomeni, da smo veliko doma in malo delamo. Ali obstaja tudi kakšen izračun, koliko vsak dan stavke, sploh če gre za tako pomembne, kot so recimo Fides, Vis, zdaj sodstvo, lahko pomenijo upada BDP? So kakšni izračuni ali morajo take stvari trajati bistveno dlje časa, da se pozna tudi recimo na BDP-ju? Glejte, marsikaj se da zračunati pod določenimi predpostavkami, je tudi kaj tazga, lahko bi se dal tudi zračunati, zakaj oziroma kakšen vpliv ima relativno ali pa kar precej absolutno slabo delujoč zdravstven sistem na zmožnost pridobivanja dodanih vrednosti, iz katerih se tudi nek javni zdravstveni sistem plačuje. Se pravi, vse te pomanjkljivosti, negospodarnosti v sistemih lahko tako ali drugače izračunavamo, tudi praznike in ne vem kaj še vse, kako vplivajo na BDP. Vse skupaj pa seveda kaže, kako smo soodvisni. Tako seveda, bom rekel, javni sektor, kakorkoli že definiran, v kakršnikoli širini, in pa zasebni. In tudi javni sektor, to želim poudariti, prispeva k dodani vrednosti. Včasih se tako predvideva, da javni sektor
nič ne da od sebe, da je samo nek potrošnik. Ne, še kako je produktiven v mnogih pogledih. Konec koncev tudi prej bila omenjena konkurenčnost. Ne. Rad bi mogoče to rekel, niso samo plače del konkurenčnosti. Kratkoročno mogoče in lahko visoke plače celo kakšno podjetje potopijo, ampak dolgoročno je seveda na drugi strani prihodkovni. Ne. Se pravi, kako v mednarodni konkurenci, kakšne proizvode imamo, kakšne cene dosegamo. In tu smo Slovenci slabi. Se pravi, inovativnost je ena od tistih metrik, ki jo spremljamo. Inovativnost je slaba oziroma celo pada. V zadnjem desetletju je padla. Tako seveda tu zopet je pomemben ta javni del, koliko prispeva, ne mislim samo v denarju, in pa zasebni, ampak tudi v zasebnem, se pravi metrika zasebnega, koliko proizvodov z neko višjo tehnološko, se pravi tudi z višjo dodano vrednostjo in tako naprej. Tu smo v ozadju, ali pa koliko vlagamo, ker smo tule med podjetniki, koliko vlagamo v zagonska podjetja, smo tam nekje 22. 23. mesto v Evropi, ne med 27. Se pravi, vse to so določene kategorije. In izredno slabi smo pri produktivnosti, recimo. Ja, seveda, produktivnost je končen rezultat, ne, ampak, a veste, dodana vrednost še vedno, zdaj, s kom se primerjamo, ne, zdaj, če se primerjamo s Hrvati, smo še vedno krat 2, ne, če se primerjamo z Avstrijci, smo deljeno z 2, ne. Zdaj, mi se raj primerjamo in jaz mislim, da je to prav, z boljšimi od sebe, ne, in v tem smislu seveda nam še zelo veliko manjka, ne, da ne bi govoril o kakšnih Skandinavcih in tako naprej, krat 3, krat 4 Švicari in podobno, krat 5. Veste, to so vse te številke, ki seveda niso tako od danes do jutra, se ne morejo spremeniti, ne, tako da jaz niti, zdaj tako, da bi jaz rekel, želim biti jutri teniški Nadal, čeprav nimam nobenih šans, ne, si pa vsak od nas želi nekega napredka in to, kar verjetno boli večino v Sloveniji, je, da nima občutka, da napredujemo, ne, oziroma občutek je bolj, da celo nazadujemo. Profesor Jaklič je rekel, da seveda obstaja pomembna odvisnost zasebnega in javnega sektorja. Kaj vi v vašem podjetju, kater del javnega sektorja vi recimo največkrat rabite, od katerega dela ste najbolj odvisni? Recimo upravne enote so že napovedale, saj ljubljanska in verjetno se ji bodo pridružili tudi drugi, najmanj 3-dnevno stavko konec januarja. Se lahko to recimo vam pozna ali se vam bolj pozna recimo sodniki zdaj? Na koga se najbolj zanašate pri svojem poslovanju? Nam se seveda najbolj pozna, bom rekel, zdravstveni sektor, ker pač tukaj so čakalne vrste, marsikdo je na bolniški predolgo časa, ko bi lahko že prej začel delati, če bi seveda bil pravočasno obravnavan, če bi pravočasno prišel do operacije ali kakorkoli že, ne. Tu je na prvem mestu tem, seveda imamo tudi dosti neplačnikov, so tukaj tožbe in seveda tudi ti spori zelo dolgo trajajo. Mi imamo v Celju z upravno enoto dobre izkušnje, tam smo pravzaprav zelo hitro, pa to ni vse poslednje enako, ne, prišli na vrsto, ampak če bi lahko reagiral, bi rekel zdravstveni sektor, potem sodstvo in naprej ostali sektori, ki ima vpliv na njihovo nedelo tudi na nas. In če se torej te stavke trajajo dlje časa in jih je vedno več, se vam bo počasi začela poznati? Nam to povečuje zlasti absentizem, kot se prej omenil, pač te bolniške, ne, ki pa so posledica nekih bolezni, ki bi morale biti prej obravnavane in tudi prej človek prišel nazaj na delo, ne? Kar izvolite? Aha, to sem hotela reči, že lani je masa plač v javnem sektorju zrasla za 10,6%, če se ne motim, kar je več, kot je bila povprečna letna inflacija. Zdaj apetiti za temi novimi zahtevami so precejšnji, zdravniki najmanj 3 plačne razrede za najstarejše, recimo upravne enote zahtevajo 7 plačnih razredov, sodniki se itak pogovarjajo o konkretnih številkah, a ne, glede na to, da je treba izpolniti odločbo Ustavnega sodišča, tudi visokošolski sindikat se pogaja, posebej z vlado, SVIZ se pogaja. Očitno bo na odhodkovni strani letos kar dodatno potrebno več denarja dati. Hkrati si seveda država prizadeva, da bi tudi na prihodkovni strani kaj več dobila, torej da se nam proračunski primanjkljaj ne povečuje iz leta v leto. Glede na to, da ste bili dolgo na Fursu, da poznate ta sistem, Furs vsako leto pobere več davkov, ne, tudi ne glede na to, v kakšnih razmerah živimo, tudi ko smo mislili, da je vojna velika težava ali pa korona, na koncu je skazalo, da kar se davkov tikalo, je pač bila stvar dobra. Se da na te strani kaj več narediti, oziroma kje lahko država naredi več, da bo prihodkovna stran nekako vzdržala vse te stroške? Torej, težko bo prihodkovna stran vzdržala vse te stroške, ki ti vidimo že po
proračunu za lansko leto, da je bil pač minus. Ne vem tudi, kje bodo vzeli. Vidim, da politiki in nekateri dajo veliko upanja na davek na premoženje, ampak davek na premoženje je davek, ki ne prenese toliko denarja, koliko pričakujejo. Poleg tega bo pa sam davek na premoženje, torej jaz vem, kako že sedaj poteka, ko imamo davek na premoženje, ker nam prenese cirka 9,5 milijonov 139 odločb in NUSZ, ker nam prenese okrog 256 milijonov evrov, je tudi nekaj čez milijon odločb. Pomeni, tukaj imamo mi milijon pa še 200, pa milijon 150 tisoč odločb. In ko ljudje uporabljajo, predvsem politiki, sem zadnjič poslušal izraz, obdavčili bomo premoženje. To pomeni, ne bomo obdavčili samo nepremičnine, obdavčili bomo premoženje. Zdaj pa, kje je konec tega premoženja? Jaz sem si prav gotovo zagovornik tega, da niso obdavčene, če se že obdavčuje neko premoženje, da niso obdavčene samo nepremičnine, kajti ti lahko najameš kredit, zato da kupiš nepremičnino, odplačuješ kredit in plačuješ davek na premoženje, drugi pa ima v banki, 5 milijonov, pa ne plača nobenega davka na premoženje. Pomeni, premoženje je vse, in potem pa kje je konec? A so to nepremičnina, je to denar v bankah, so to vrednostni papirji, a so to, kakšnikoli druge obveznice in tako naprej, ali je to, tudi kakšna luksuzna stvar in tako naprej. Tako da tukaj ne bo konca in glih dan sem se pogovarjal z nekom, ki mora plačati davek na premoženje, zelo ni dosti visok davek, če je šlo par 100 evrov, pa je bilo veliko razburjanje. Kaj šele, ko boš ti uvedel? In potem vemo, kako je bilo pri zadnjem, ko so poskušali obdavčiti nepremičnine, ko so šli s tistimi, variantami 0,3, 0,7, pa 1%, pa tako naprej. Ta davek mora biti enostaven, pomeni, da nimaš veliko pritožb. Nizka mora biti stopnja, torej jaz sem zagovornik 0,3%, pa se naj potem s časoma dviga. In tisto, kar je treba vedeti, en NUSZ vsako leto prenese med 15 in 20 tisoč pritožb. Torej to mora nekdo reševati, to se mora razčiščevati. Podatki niso usklajeni, kvadrature niso tudi usklajene. Tako da preden se lotiš tega, moraš vse to predhodno uskladiti in jaz sem tudi zagovornik, če se že gre nekaj menjati, potem naj bo ta novi davek nekje v višini obstoječih 2 davka na premoženje in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, s tem, da bomo vedeli, da pri davku na premoženje pri nepremičninah imamo olajšavo oziroma prostitev do 160 kvadratov, pomeni tukaj so spet te kombinacije. Tako da jaz mislim, da bo še dosti vode preteklo, preden bodo uvedli ta davek, kajti tukaj bodo predvsem, ko se bo začelo o tem pogovarjati, bodo ljudje nasprotovali. Hočem povedati, da koliko smo videli, tega davka je cirka 253, okrog 260 do 270 milijonov, kar pomeni, da ta znesek prinese 1% točka pri DDV-ju. So višji davki oziroma neka sprememba obdavčitev, ko pravijo, da saj plače bi nekoliko razbremenili, odgovor na vse sindikalne zahteve. Nekako se zdi tako, da zdaj imamo težavo, zdaj vsi stavkajo, si hoče više plače, pomeni javni sektor bo stal še nekaj več, kot nas je že do zdaj. Torej, kaj na drugi strani narediti, spremeniti davčno strukturo in na tej strani. Je to pravi odgovor na to, ali kako v bistvu rešiti to dilemo? Proračun je treba konec leta zapreti. V domačem gospodinjstvu je zelo jasno, koliko imaš in koliko lahko porabiš. V državi je to precej drugače, a ne? Vsak je prepričan, da si zasluži več in da mora dobiti več. Kaj narediti? Ja, jaz se strinjam, da z spremembo v strukturi davčnih stopenj ne bomo prav veliko pridobili, kar se tiče mase pobranega denarja. Podatki kažejo, zdaj, če se na ta način primerjamo, to ima tudi svoje omejitve, da je naš srednji razred davčno, njihovi prihodki med najbolj obremenjenimi, se pravi plače so med najbolj obremenjenimi. Kar se tiče premoženja, imamo pa še prostor, če tako rečem, pa zdaj ne bi šel v detajle. Marsikdaj je seveda, ne glede na to, da kaj dosti več ne bomo pobrali, so davčne spremembe nujne zaradi občutka pravičnosti v neki družbi. Jaz imam občutek, da pri nas v Sloveniji nimamo občutka, da trenutno pravično plačujemo davke, ne samo, da se nekateri izogibajo v sivi ekonomiji in tako naprej, ampak tudi kar se tiče strukture. In tu gotovo so potrebni določeni popravki. Mene dejansko skrbi bolj ta odhodkovna, govorim odhodkov države, stranke, ker daje vtis, da bomo vse probleme rešili s pomočjo države. Pa ne mislim zdaj samo državno zdravstvo, jaz namenoma govorim o državnem zdravstvu, ker mi imamo državno, nimamo javnega zdravstva, imamo primarno državno socialistično zdravstvo, ki ga žal nismo reformirali pravočasno, nekje 20 let nazaj. Zdaj, koliko se še da narediti, bomo videli, dajmo se presenetiti. Ampak tudi, na primer, elektroenergetika, neveliko se govori, kako bomo vse investicije pridobili, ali ki so pa zelo omejene z nekih sredstev nepovratnih strani Evropske unije.
unije ali pa z zadolževanjem, vse to je zelo omejeno in glede na to, koliko je potrebnih investicij, če tu država na nek način obeta, tudi z določenimi podržavljenji in tako naprej, da bo vse sfinancirala ona, se zelo moti. Zdravstvo enako, ne? Zdravstvo bomo reševali samo z ali večjimi prispevki oziroma davki, karkoli že, ne, ker tudi seveda prek proračuna se vlaga, sploh investicijsko in še kako v zdravstven sistem. Tudi tu imamo zgrešeno podobo. No? Se pravi, javni sistemi, tudi to bi prej se o zdravstvu pogovarjali, treba vseeno ločati javni pa tržni, ne zasebni. Ne? Tudi v javnem sistemu, tudi v Sloveniji imamo zasebnike, so koncesionarji in nič narobe s tem. Ne? Tudi v Avstriji imate javni sistem, kjer so tudi zasebniki zraven in imate tržnega, kjer so. Ne? In če bi se uspeli vsaj o tem pogovoriti, ne, ker je zelo preprosto, vsak študent ali pa celo osnovnošolec razume, komu razložiš to, potem bi se začeli lahko mečkam bolj pogovarjati o tem, kakšna je reforma potrebna. Ne? In zdaj seveda, a veste, če pogledate, kakšen odstotek BDP-ja dajemo mi za zdravstvo, damo približno 10%. Nizozemci, ki imajo po vseh klasifikacijah veliko bolj zdravstveni sistem ali pa Avstrijci in tako naprej dajo 11%. Ne? In to na nek način lažje plačajo. Ne? To je treba reči, da bogatejši, tudi če imajo odstotek relativno več, odstotno točko več za plačati, to lažje plačujejo. Ne? Pa vam bo vsak Nizozemec rekel, koliko veliko plača za zdravstvo. Ne? Ampak potem, ko se primerjaš, ne, pri nas ljudje še, ker imamo to tako skrito, ne, v teh naših plačnih listah, niti ne vejo, koliko dajo in koliko veliko dajo za zdravstvo. Zdaj, jaz bi mogoče sam še to rekel, ta krik, ki ga zdaj zdravstva slišamo in zdaj napadamo zdravstvenike, zdravnike, meni je žal, ker so mogoče zdravniki šli s svojimi sindikalnimi zahtevami, predvsem se javnosti tako sliši, kot da gre za plače. Ne. Gre res za pogoje dela, ne, to, kar zdravstveniki bolj opozarjajo. Pogoji dela so izjemno slabi, vplivajo posledica tudi neprimernega upravljanja tega sistema, ne, ki je zopet državni. Ne. In zdaj seveda, tu so možni ogromni prihranki, pa ne pri plačah, ne, so možni pri nabavah materijala, instrumentov, pri investicijah in še ki je tu, verjamete mi, tu gre ogromno denarja, ki bi ga lahko dali tudi v plače, ker bo treba, ne, zdaj tega kadra manjka in ta kader je vse bolj mobilen, ne, in bo treba zagotoviti ta denar in se ga da, ne, zdaj seveda najlažje. Tega se loti noben ne. Ja, seveda najlažje je dvigati prispevke, davke in tako naprej, loti se pa tega ne, tako da prej tisto začetno vprašanje, ki je bilo meni namenjeno, te stvari imajo izjemno pomembne dolgoročne posledice in kakovost politike v Sloveniji, upam trditi, pa ne bom šel zdaj mednarodne primerjave delati, je vse slabša, je zelo slaba, ker ne uspeva pravih sprememb narediti pravočasno. Ne, in to zelo čutimo. Marsikdo tako malo zamahne roke, ne, čez ramo, brezvezna politika itak nima vpliva, mi smo mednarodno odvisni v gospodarstvu. Ne, zelo, zelo velik vpliv ima na naše dodane vrednosti, na našo konkurenčnost in še kaj. Ne. In to ne samo tako zelo dolgoročno, 10-15 let, zelo tudi marsikatera stvar kratkoročno. Ne. Zdaj, ja, kar izvolite. Sem nekaj, ki je bilo govora o srednjem razredu, da je najbolj obdavčen. Mogoče je najbolj obdavčen v primerjavi z drugimi državami, če ste to misli. Ni pa najbolj obdavčen v Sloveniji. Kajti mi vemo, da v Sloveniji ni 0,3% davčnih zavezancev, ki jih je 5185, plača več dohodnine kot tistih 920 000 v prvem razredu. Povprečni znesek dohodnine plačan v prvem dohodninskem razredu je 226 evrov, če se ne motim po podatkih, v zgornjem razredu 45 000 evrov. Imamo progresijo do 50%, pomeni absolutno je, da je progresija visoka in dokler nimamo socialne kapice, je pač to tako in normalno, ti zneski so zelo visoki in tisto, kar mene moti, da se nenehno govori, kako je treba tiste, ki veliko zaslužijo, ne vem, kaj narediti. Še dodatno obdavčeni. Oni so že tako obdavčeni maksimalno in za vsakega, ki ga imamo tukaj, bodimo veseli, da niso šli kam drugam. Ja, če smem samo to, ja, seveda, veste, jaz se strinjam, to, kar sem dal, je bila mednarodna primerjava. Pri nas ta srednji razred, rečemo, da je to 3/5 ljudi, ne, tisti, ki so nad mejo revščine mal čez, ne, seveda je zelo raznolik. Ne? In pri nas največkrat obdavčimo ta srednji razred, tudi tiste, ki imajo, ne vem, neki višji plačo, kot je povprečna, ne? In mi uspevamo zelo, zelo uspešno premikati to, bom rekel, kar 4/5 ljudi, oziroma še malo več, proti tej meji revščine, no, bom tako rekel. Ne. Tako da v tem smislu je to ta tisti problem, ne, koga obdavčuješ. Ne. Je pa tudi res, da seveda tistih ekstremno bogatih, ne, tudi če greste Ginijev koeficient in tako naprej gledati, v Sloveniji ni tako veliko. Marsikaj se je skozi privatizacijo zgodilo, ampak če bi pogledali Ginijev koeficient ne dohodkovne neenakosti, ampak premoženjske, ne, po dohodkovni neenakosti smo med najnižjimi na svetu. Ne. Seveda jaz vedno dam
dodatek v revščini, relativni, ne, tako kot mi dojemamo. Ne. Tudi Ginijev koeficient, ki meri premoženjsko neenakost, smo med najnižjimi. Slovaki imajo nekaj nižjo od nas, ne. Drugače pa smo tam zelo nizko. Hrvati imajo višjo, Čehi imajo precej višjo, Nemci imajo zelo višjo, tudi Skandinavci imajo kar precej višjo. Tako da ta občutek mal kdaj, ne. Seveda, če primerjaš socializmu, je več razlik v premoženju, tako tem dohodkovnem, kot seveda premoženskem, ampak ni tako veliko razlik in ko to mečkam se v te številke pogledaš, ugotoviš, da ni tako zelo veliko tistega lufta, kjer bomo vlekli davke. Ja. In ti, kar lahko narediš, a veste, tudi to, kar je bilo omenjeno, seveda smo tako majhna država, da marsikoga lahko splašimo, da gre. Tudi tisti, ki dela, ne nujno, da ima ne vem koliko kapitala, ampak bo pač šel za službo, sploh mlade generacije, tam, kjer je manj obdavčen in kjer ima boljše pogoje in tako naprej. Tega se premalo zavedam. Tako da moje mnenje je, absolutno nimamo. Se strinjam s kolego Simičem, ne vem, koliko lufta, da bomo tle kaj več ulegali. Se pravi, edina možnost je, da na tej odhodkovni, ne, se pravi, da res naredimo sisteme, ki bodo učinkoviti in tu pa je veliko prostora. Sam kdo se bo pa tega lotil, ne, seveda politika bi se morala, ne. Vsak znova obljubijo, pa nikoli nič. Ja, na tej strani ni veliko prostora. Vi ste želeli še nekaj? Ja, jaz sem dodati, da po drugi strani imamo pa še dosti nepobranega davka. Če se lotim samo, ali sektor, ki ga jaz dobro poznam, to je vinski in pa mesni, ne, imamo na vinskem sektorju 40 milijonov litrov nepobranega davka, torej vina, ki nima okusa po davku, pri mesu pa je to že krepko preseglo 30% in se bliža že 40%. In to se samo še raste, tu ni interesa pobirati davka. Ne. Čeprav imamo te ortoposnetke, ki se točno vidi, koliko je vinograd, točno vem, koliko je proizvodna vina, ampak okusa po davku ga ima samo 30 milijonov v Sloveniji, 40 do 50 milijonov pa ne. In tukaj je spet nekih 50 milijonov, bom rekel, v tem kmetijskem sektorju, teh dveh segmentih nepobranega davka, ki ga niti ni interes pobirati, ker je pač to širok sektor za volilna baza in jih kar primir pusti, ampak zelo enostavno bi bilo tukaj pobrati davek. Ni tu samo davek, to je tudi potem vprašanje zdravstva, recimo zdravstveno stanje oziroma potrošnik, ki kupuje na črno meso, ki je pravzaprav podvrženo ne samo to, da nima okusa davkov, ampak je tudi narejeno po nekih drugih standardih. Ne. In to celo ministrstva to spodbujajo. Ne. To je ta košarica, zdaj so šli pogledat kolegi novinarji in so bile, ne vem pri katerem trgovcu, ne vem, najcenejša perutnina je bila iz Ukrajine, medtem ko najcenejša svinjina je bila, ne vem, z Poljske, Slovaške. Na koncu se je ugotovilo, da sicer sledijo trgovci, ampak hkrati niti trgovci živilske, ampak to je točno spodbudila država. Ne, gledajte, mi smo se leta trudili, da smo krepili nacionalno ekonomijo preko porekla, pomeni smo dali fokus na poreklo. Tale košarica je popolnoma presmerila fokus iz porekla na ceno. In veste, mi smo eden največjih proizvajalcev, daleč največjih kupovalcev rdečega mesa v Sloveniji, tudi največjih proizvajalec teh artiklov, ki so zdaj v košarici. Ne. In če smo pred uvedbo košarice delali samo slovensko poreklo, ne, zdaj delamo obojega, ker so to od nas zahtevali trgovci. Ne. Ampak kaj se je zgodilo? Zgodilo se to, da pravzaprav slovenskega nihče več noče. Ne, ker je fokus samo v cenah, govori se samo o ceni. Ne. To seveda, po drugi strani tudi nacionalno ekonomijo slabi, zopet bo manj pobranih davkov, na koncu tudi ne bo samooskrbe. Košarica je ukrep, ki je naredil toliko škode, da se še sploh ne zavedamo. In prvi poražen bo to potem domača proizvodnja, od primara pa do sekundara. Poleg tega moraš imeti pa srečo, da najdeš te izdelke po teh cenah. Seveda, gledajte, zrezka po 1 evro ali pa junčega zrezka po 3 evro, če bi to bilo stalno na razpolago, potem v Evropi ni dovolj mesa, ko bi mi Slovenci tega pokupili. Ne. Dobro, tudi popis je bil tako nared, da je to dopuščal, ampak vedete, jaz razumem tekmo med trgovci, vsak je želel biti najcenejši, pokazalo se, da potrošnik išče samo še, bom rekel, ceno, ne več poreklo, so zahteli od nas, da kupujemo bilo kje, samo da je. Ne. Seveda fama, da je to slabše, kakovosti ne drži. Ne. Gledajte, v Evropi so praktično enaki standardi, vse posod, poljski proizvajalci so na visokem nivoju in tukaj več ne gre, zato seveda imajo pa več ogljičnega odtisa in pa slabimo nacionalno ekonomijo in ogrožamo na dolgi rok tako. Ampak to je na vladi in oni morajo to košarico čim prej ukiniti, ker to je naredilo
veliko škode, po drugi strani je pa statistika inflacije popolnoma nepravilna, ker si upoštevate košarico, tam pa je proznanega, ne vem, Nič, 1% vsega. Ja. Imamo kar nekaj strateških svetov, ki so do zdaj bili bolj ali manj neučinkoviti, samo en je pripravil predlog zakona, ki se ravno na zaščito živali nanaša. Vsi ostali so do zdaj bili očitno brez nekih učinkov. Vseeno minister za finance razmišlja o novem strateškem svetu za davke. Morda se še ta teden vse gospodarske organizacije dobijo s premijejem, kjer bodo ugotavljali, kakšen naj bi bil ta strateški svet, kdo bi bil noter. Je sploh smiselno, recimo ob tem, da imamo strateški svet za makroekonomsko vprašanje, dodati še strateški svet za davke in ali lahko kaj naredi in predvsem ali bo vlada poslušala, ker običajno je tako, da predlogov pametnih je kar nekaj, tudi za zdravstvo recimo, so morda dajali dobre predloge, iz tega na koncu v praksi ni bilo nič. Mislim, bomo dobili strateški svet za davke, ali ne, odvisno od ministra, torej on se je odločil, da ga bo izbral in da ga bo imel. Torej, jaz kaj več tukaj nimam dodati. Normalno, verjetno želijo narediti strateški svet za tega, da se lahko pač skrijejo za neko skupino, ki bo to delala in vodila, ampak tisto, kar bi jaz lahko povem je, in tudi poznam, da na Ministrstvu za finance imajo dobro ekipo zaposlenih, ki se na davke spoznajo, njim je treba dodati samo mogoče par ljudi iz gospodarstva, pa ljudi iz sfere davčnih svetovalcev, da naredijo nekaj. Jaz nekaj opozarjam, kako je bilo leta 2005-2006, ko smo delali 2 davčne reforme v času ministra Bajuka, in to je to. Mislim, zadeva je dokaj enostavna, ampak veste, če mi že poslušamo, koliko se je skoraj že, ne bom rekel, 3-4 tedne o tem strateškem svetu za davke, pa ga še ni videti. Strateški svet ustanoviš, imenuješ osebe in začneš delati, ne pa govoriti, ga bomo imenovali in kaj zdaj čakaš, da se bo kdo prosil, da bo šel not, da bo gospodarstvo izbiralo. Mislim, minister za finance je tisti, ki ve, koga hoče imeti. Je morda to, da tisti, ki so bili povabljeni, ne želijo biti člani? To ne vem, je bil kdo povabljen, ni bil, ampak enostavno ne verjamem, zakaj. Za vsakega je to lahko izziv, da pokaže, kaj zna. V končni fazi se morajo tisti, ki bodo povabljeni, se morajo odločiti, pa naj pokaže. Veste, lahko je govoriti v ozadju. Jaz sem delal 4 davčne reforme, vem, kako se to dela, tudi vodil sem strateški svet za debirokratizacijo, pripravili smo en zakon, ki je bil sprejet, pripravili smo drug zakon o obdavčitvi kriptovalut, ki pač ni bil sprejet, ker je zmanjkalo časa. To pomeni, znamo delati, zdaj pa jaz pravim, da je čas, da pridejo drugi ljudje, da pokažejo, kaj znajo narediti, da se spustijo v to borbo dokazovanja, v to borbo prerekanja, da ko pripraviš neki zakon, za katerega veš, da je dober, pa prideš v državni zbor, pa te opozicija napada za nekimi razlogi. Jaz prav uživam, ko gledam zdajšnjo vlado, nekatere poslance, ki so takrat kritizirali našo zakonodajo, danes delajo isto. Kritizirali so en zakon, s katerim smo menjali več zakonov, danes delajo isto. Mnoge stvari, ko berem tekste zakone, teh interventnih zakonov, ki jih zdaj pripravlja ta vlada, so teksti iz prejšnjih zakonov, ki smo jih delali v korona zakonih. Pomeni, to je samo na nek način pohvala tistim, ki smo takrat nekaj na novo delali, zdaj se je pač gre za več ali manj za prepisovanje. Zato pravim, da me preseneča, da toliko časa se formira neki strateški svet. Jaz želim, da ga minister formira, da začnejo delati in tako naprej in da se začnemo pogovarjati o davčni reformi. Gospodarstveniki so prejšnji teden rekli, da v bistvu raje ne bi videli neke nove davčne reforme, ker to pomeni, da se nam skoraj vsako leto spreminja. Tudi vaš kolega dr. Mrak je rekel, da bolje, da pustimo tako, kot je. Je to res? Janševa vlada je tik pred koncem sprejela manjšo reformo, predvsem kar se tiče zakona o dohodnini. Ta vlada je takoj popravila to in večino stvari vrnila na predhodno stanje. Če zdaj dobimo nekaj novega, bo to odvračalo tudi tako slovenska kot tuja podjetja, zato ker bi nek način izgledalo, da imamo zelo nestanovitno davčno okolje, torej ni predvidljivo, ni jasne vizije, ne vemo, kaj se ti bo naslednjo leto zgodilo in je neka manjši premik v levo ali desno smer, gor, dol, v bistvu samo dodatna škoda, ne korist. Ja, gotovo je stabilnost v davčnem sistemu nekaj, kar je izjemno dragoceno, ne, in nenehno neko spreminjanje, pa čeprav to ni, samo že govorice, ne, o tem nekih spreminjanjih, ki običajno grejo na slabše, tako da jaz seveda razumem gospodarstvo, ne manj razumem politiko. Veste, tu v enem momentu, sej so že prišli z enim, tudi ta vlada z enim predlogom, ne, ampak v momentu, ko se neka parcialna skupina interesna dvignila, da to pa ni, ne, nekaj v zvezi s premoženjem, tako naprej je predsednik vlade rekel, ja, če pa ne bojo za, pa ne bo nič, ne, in tako naprej. Ti moraš pač, če misliš, da lahko, in jaz mislim, da se da lahko tudi tak
davčni sistem narediti v Sloveniji, ki bo na nek način spodbujevalen za ustvarjanje, ne? Ker tu imamo mi težave pri ustvarjanju, še vedno smo zelo fokusirani na delitev nečesa, česar je vse manj relativno gledano, ne? Tako da v tem smislu gotovo, jaz bi bil še vedno za davčno reformo, imam pa dvom v sposobnost te vlade, tudi finančnega ministra, ki ne bi to vodil, se strinjam, seveda, minister za določeno področje bi moral imeti neko tisto osnovno vizijo in potem povabiti ljudi, ki mu bojo pomagali z njegovimi lastnimi ljudmi nekaj speljati. Če imaš pa ti strateške svete za to, da pač malo diskutiraš, veste, ta različna mnenja stroke ti lahko že v medijih prebereš, če si v politiki, ne rabiš še strateškega sveta, kot se tu pol dela kot neke vrste krinka, ker povejte, stroka nikoli ne bo enotna, niti ekonomska, niti zdravstvena in tako naprej. In skrivati se za tem, stroka ni enotna, je seveda en res zelo velik neupravičen izgovor. Ne? Ti moraš pač kot politik imeti eno določeno vizijo, pogledati, jaz tudi s svojimi vrednotami za temi stvarmi stojim, v koaliciji bom lahko to speljal, potem pa speli čim prej. Ne pa da tako, kot je povuci potegni, se upravičujem, kar dejansko še dodatno škodo delaš. Na koncu nič ni, ampak situacija je pa slabša. Odvračamo s tem tudi tuje investitorje? Gotovo, sej so čist nestabilne okoliščine, še domače, kaj šele tuje. In vidimo, kaj pomeni, tudi z vidika pridobivanj tujih investicij, kljub samo relativno stabilno okolje na Madžarskem, pa čeprav politično bi nekdo rekel, manj stabilno, avtokratsko, ne vem, kaj bi ne. Je pa zelo jasno, kaj imajo pa očitno tuji investitorji to radi, ker prinaša neko stabilnost, da ne bo kar od danes do jutra drugačno. Rekli ste, recimo, zakon o kriptovalutah ni šel čez, ker je bilo premalo časa. Premier je napovedal vsaj nek osnovni okvir ali pa usmeritve neke te davčne reforme, ali kakorkoli naj bi se temu rekli, do konca prvega kvartala. Na zadnjič na posvetu je veliko gospodarstvenikov rekli, v tako kratkem času se nič ne da zares narediti. Kaj se dejansko da recimo v 3 mesecih narediti in kaj se da narediti do konca leta, ker če se karkoli na področju davka preminja, mora biti do konca leta uveljavljeno, da je lahko z novim letom že uveljavi in se že upošteva. Če sem prav razumel, je predsednik vlade povedal, da bo konec marca dal izhodišča, kaj se bo spremenilo. Vse to je po moje vedel že konec novembra. Se nimaš kaj, se ti veš, kaj hočeš spremeniti. Hočeš zmanjšati prispevke, hočeš povečati dohodnino, ali hočeš uvesti davek na premoženje in tako naprej. Ampak oni se po tistem, ne bom rekel fiasko, jaz pravim, da so spomladi uporabili napačen davčni marketing. In po tistem, kar se jim je zgodilo, takrat spomladi, bomo imeli davčno, ne bomo, so zdaj rajši tiho, bodo počakali, torej postavili so se, kar jaz pravim, da je novinarsko zelo slabo, ko ti novinarjem daš neko iztočnico, dokdaj jim boš nekaj povedal, te bodo tisti dan čakali. Če takrat ne boš imel, kakšen teden prej. Boš potem rekel, bomo še razmislili. Torej, če ti daš marca nekaj izhodišča, ker sem tako razumel, da bodo marca nekaj izhodišča, kaj se bo spremenilo, ne pa da bodo že karkoli imeli, bo to prepozen za spremembo davčne zakonodaje, bom rekel, neke celovite v letošnjem letu. Zato me pač preseneča, da tega niso naredili in tudi spomladi, če se spomnite, ki je bilo govora, da bo prehrana, prevoz pa tako naprej šla v neto znesek in bo to predmet obdavčitve. Jaz sem to poslušal in ko sem slišal, da je minister za finance rekel, da se bo pa neobdavčen znesek povečal na 8-9 tisoč, mi je bilo jasno, da vse to, kar je danes neobdavčeno, ko bo šlo v neko osnovo, bo tako ne bo obdavčeno, ker je to visoko dvignjeno. Ampak tega niso znali predstaviti. Če bi to tako znali predstaviti, bi zadeva lahko šla naprej, ker so pač šli na neko, bom rekel, mogoče malo bolj enostavno varianto. Tako da jaz kaj marca ne pričakujem, oni bodo marca verjetno, tako kot sem že povedal, dali neko, kaj se bo menjalo. Verjetno bodo že imeli takrat, predvidevam, že tudi strateški svet in tako naprej, ampak bomo videli, kaj bo, ampak jaz pričakujem, da bodo samo neka izhodišča, brez nekih, bom rekel, že sprememb zakona. Šli so tudi na trošarine, ravno kar se je končala javna obravnava, rekli so višje trošarine za alkoholne pijače, za tobačne izdelke, vmes se je razmišljalo tudi za sladke pijače. Prej ste omenili vino, vino nima trošarine in je tudi naj ne bi imelo, so pa med tem že pivovari se zganili in šli na noge, pravijo, da dodatna trošarina v višini 27,5% bi lahko pomembno vplivala na pivovarsko industrijo v Sloveniji, na to recimo, da se sploh Heineken da nekako premakne svojo proizvodnjo v kakšno cenejšo državo, lahko to toliko vpliva, vino je nekako vedno ostalo
v celi Evropi, ne samo pri nas, malo posebno. Vino je sicer pod trošarinsko stopnjo, ki pa je nič, mi vodimo, ampak zaenkrat je nič in upajmo, da bo glede na težavnost proizvodnje in tudi na cene, ki so pač, vemo, pri vinu še zelo ekonomske, praktično mirna vina so vsa v neki izgubi, da bo ostalo tudi nič, ker Slovenija, kakor s svojimi 24 000 hektarji vinogradov, je to neka panoga, ki je tudi izvozno usmerjena, bi je seveda dodatne trošarine močno obremenile. Pač to vinsko branžo najbolj obremenijo za te ujme, ki so zelo pogosto. Včasih nismo vedeli za zmrzali, nismo vedeli za toče, ali pa zelo redko nam je lani 60% uničilo pridelka, 3000 ton. In težko. Seveda, vsaka trošarina tudi pri pivovarjih, kjer je razlika seveda boljša, kot je pri nas, pač povzroči neko manjšo dodano vrednost. In Heineken ima veliko možnosti, da tudi se proizvodnjo seli v pravzaprav sosednje države, čeprav dvomim, da bi on to naredil. Tam je še vedno dovolj, bi rekel, po domače špeha, da bo še to šlo skozi. Jaz osebno proti trošarinam pri tobaku nimam nič proti, če se dvigne, ker pač tudi sam ne kadim, oziroma nisem zagovornik tega, da bi ta potrošnja rasla. Jasno je, da nas recimo v živilski branži bolj obremenjuje z nekimi drugimi zadevami, kot je recimo ta zakon o tem, potem to bom rekel nestrokovna mnenja o ogljičnem odtisu v živinoreji, strategija kmetijska je popolnoma izgubila svoj fokus. Jaz sem v svoji karieri že zamenjal 17 ministrov, in stvari grejo vedno na slabše, vedno manj je znane, zato tudi naše kmetijstvo, bom rekel, še naprej tone, samooskrba je vedno manjša, vedno tudi ta zadnja dogajanja, ki so, da pač pravzaprav mi smo praktično brez nekega strokovnega kadra na kmetijskem ministrstvu in je zelo težko najti. Potem se pa rodijo takšne zgodbe, kot so tale košarica, pa te zdaj masne bilance, ki so zopet odvrnile fokus na slovensko. Ni prave strategije, v katero smer naj gre slovensko kmetijstvo. Tisto, kar je naša prednost, to je pomeni živinoreja, ker pač ipak imamo 60% trajnih travin, druga dejavnost pri nas praktično. To je najbolj perspektivna dejavnost in po tej smo začeli najbolj udrihati. In to je vse skupaj slabi kmetijstvo, obenem pa tudi slovensko ekonomijo. Omenili ste 17 ministrov, vaše mnenje na kratko o novi ministrici. Mandat je začela z manjšo afero. Težko da kakšno mnenje, začetek seveda ni bil dober. Tudi, kar sem pravzaprav pogrešal pri njej, da je vse, kar sem do zdaj slišal v njej, to, ali pa z njenih, bom rekel, govorov in predstavitev, da je govorila samo o primaru, ampak pomemben del kmetijstva Slovenije je živilska industrija. Jaz se ne znam predstavljati kmetijstva slovenskega brez slovenske živilske industrije. Enega brez drugega ni. In o tem še nič ni spregovorila, tako da ima težko svoje mnenje. Upam, da nas bo poslušala tiste, ki pa ipak nekaj vemo o kmetijstvu, ker smo že te branži, jaz osebno že od leta 1991 vodim neko podjetje, ki je pomembno v Sloveniji, poznam pa panogo dobro, ampak vedno manj je posluha za strokovna mnenja se strani tistih, ki že dolgo so stroke, v tem. tako je. Omenila sem sladke pijače, podoben predlog za dodatno trošarino, oziroma obdavčitev je bil tudi v času nekdanjega finančnega ministra Širclja, pa si je potem premislil, ker naj bi višji davek ne prinesel več denarja. Se strinjate s tem, oziroma kje so pri davkih neka ta meja, da z mogoče nekoliko višjim davkom dejansko pobereš več, in včasih lahko celo z nižjim davkom, recimo veliko so govorili pri obdavčitvi oddajanja nepremičnin, z 25 na 15 in obratno, da včasih z nižjo davčno stopnjo lahko več pobereš. In recimo za sladke pijače je bilo, da ne bomo pobrali več. To lahko se pogovarjamo o višjih zneskih. Mislim, pri enih pijači, ne imajo to Coca-Cola ali karkoli, a bo zdaj tista
trošarina ali karkoli, 1%, 2 ali 3% točki je nepomembno, ker če pogledamo, če gremo sam čez trgovino, boste na enem kupčku najdeli, da je pijača toliko, na drugem je toliko. Mislim, da tudi če bi te trošarine uvedene neke normalne, to meni prvo ne bi prinesle veliko v proračun, drugo pa ne verjamem, da bi odvrnili kupce od nakupa, bom rekel, teh pijač, kajti če nekdo pije Coca-Colo, bo pil Coca-Colo, ne glede koliko bo tam stala in tako naprej, ali pa kjerkoli druga pijača, tako da jaz ne pričakujem, ne verjamem pa, da si bodo upali dovoliti, da bodo pa dali nek visoko, to meni, če bi dali 50% davek, ne bi to preneslo toliko nekih davčnih prihodkov, da bi rekel, da se to splača, in mislim, da to nima smisla početi na takih malenkosti. Imamo druga področja, kjer lahko poberemo več davka. To je bil tudi moj predlog, tisti 6. dohodninski razred za 10%, ko so me napadali, zakaj želim bogate razbremeniti plačila dohodnine, nihče pa ni pomislil, da je vstop v 6. dohodninski razred $500 milijonov. In to je to, ker težko se ti pogovarjaš v Sloveniji o davčni reformi, ker to nekateri gledajo iz političnega stola, razmišljajo politično, razmišljajo o tem, da ne vem, če pogledamo sam, kaj je bilo govora o tem zdravstvenem prostovoljnem obveznem prispevku na €35, ko je zdaj narejeno tako, da pač zmanjšuje, bom rekel, neko davčno obveznost, so tako rekli, ja, bogati bodo od tega imeli več, ne, zatega, ker bodo... Je ravno obratno, plačali bodo manj. Direktno v blagajno. Ja, ampak gre za to, da bodo oni že tako plačajo dohodnino po neki visoki stopnji, normalno, kjerokoli olajšavo uvedeš, bo to pomenilo, da tisti, ki plača več, ima od tega več, ampak to so zanemarljivi zneski in jaz tudi pravim, ker tam poslušam, predvsem mislim, da pri novinarjih, da bodo nekateri pri €35 privarčevali €17,5. Jaz sem šel delati izračune, nehal sem pri plači €2 milijona na mesec. Pa nisem prišel na 17,5, mislim, da sem prišel na 17,3 ali 4 evre. Ne. Pomeni, polovico prišpara tisti, ki bi imel plačo nad letnih, bom rekel, 74,000 evrov, koliko je ta najvišji dohodninski razred. Zaradi tega pravim, da je škoda, da se pač take informacije dajo v javnost in se ustvarja neka klima, ki je nepotrebna. V končni fazi, kot sem že povedal uvodoma, največ plačajo tisti iz zgornjega dohodninskega razreda in tam bi jih morali imeti največ, ne pa da se ukvarjamo z drugimi zadevami. Obstaja kakšna ekonomska teorija, ki je ta meja pri višini davka, da dejansko v proračun pride več, da se izognemo recimo nekemu goljufanju, kot sem že prej omenila pri oddajanju nepremičnin. V najem so rekli, da ko je bilo 15, da je bistveno manj ljudi goljufalo, kot ko šlo nazaj na 25, kar pomeni, da je potem končni izkupiček kljub višji davčni stopnji in to pomembno višji, v bistvu manjši. Obstaja neka ekonomska teorija, ki je verjetno tudi med državami različno, pa od davka do davka različno, ampak kje se ti splača še povečevati in koliko in kdaj boš v bistvu naredil bumerang in se ti bo vrnilo in boš imel na koncu v blagajni manj. Ni enoznačne univerzalne ekonomske teorije, ki bi rekla tak davčen sistem, ne? Ker če bi to obstajalo, ne, pa bi tudi verjeli v tako teorijo, bi jo tudi vse države imele in bi bili enako vsi obdavčeni. Ne? Tega ni, mislim, da tudi nikoli ne bo. Jaz kot pravim, vsa ekonomija je v končni fazi politična ekonomija. To pomeni, da na osnovi nekih vrednot, sposobnosti politike, tudi marketinga, prepričevanja, pač prodaš v narekovajih določene rešitve, ki jih potem ljudje seveda za neko dolgoročnost tudi sprejmejo. Naprimer v Skandinaviji je izrazito, da imajo ljudje veliko večjo stopnjo zaupanja v institucije, tudi v davčni sistem, tudi v sodržavljane, da plačujejo davke in tako naprej. Ne? In v takih državah je lažje graditi tudi inovativne družbe, vključujoče družbe in tako naprej. Zelo težko pa v okolju, kot je naše, kjer ne zaupamo niti drugemu, kaj šele države, kaj šele politike, konstantno imamo občutek, da nekdo krade in če vsi kradejo, zakaj ne bi še jaz, ne? Na nek način krade v narekovajih. Ne? Tako da gre za to, no? Se pravi, vloga politike je, da seveda na nek način prepriča v neke racionalne odločitve, ki zelo pogosto niso neke tiste populistične večinske. A veste, to je treba in hvala Bogu tudi imamo to posredno demokracijo. Ne? Če bi imeli vizionarske politike, da bi določene rešitve, jaz sem prepričan, da v Sloveniji obstaja rešitev za zdravstveni sistem, ki če bi jo dali zdaj na referendum pade, ne? Ampak z neko
pametno politiko bi Slovence lahko pripeljali do tega, pa bi čez 10 let rekli, ne da imamo zdravstveni sistem na 22. mestu po kakovosti v Evropi od 27 držav, ampak da bi ga imeli mogoče med 10 že čez 5, rečemo 10 let ali kaj podobnega. Ne. Vse to bi se lahko naredilo, ne, z pametno politiko, ampak lejte, mi imamo en začaran krog nerazvoja, nerazvitosti tudi v politiki. Ne. Se pravi, jaz seveda trdim, da imamo absolutno podplačane politike, prej se je govoril, ste dejali to primerjavo, ne, kako je v javnem sektorju. Seveda je včasih to mal, ne, javni sektor zaostaja, pa se po enem momentu reče, so plače bolj narasle in so malenkost bolj narasle kot v zasebnem, privatnem lansko leto. Ne. Ampak seveda so določeni zaostanki, si treba mečkam daljšo časovno vrsto pogledati, ne, ali so to zdaj, seveda funkcionarske plače sodnikov, rečemo temu, to absolutno, to je neprimerno. Jaz pravim tudi politikov. Ne, se pravi, če primerjate plače politikov na Slovaškem, na Hrvaškem, kjer je njihov bruto domači proizvod polovico slovenskega, so dvakrat absolutno višje plače. Ne. Se pravi, Marsdo bo rekel, glede na kakovost politikov so še predobro plačani, res je, ne, sam kje je potem ta začaran krog, ne, se pravi, Marsdo čisto iz higieničnih razlogov se reče hudiča, ne, ker kljub vsemu je to težko delo biti politik, ne. Se pravi, kako ne, na nek način ne vrednotiš ne sodnikov, ki naj bi bili neodvisni, ki naj bi bili nekoruptivni, ne vem kaj, ne, politiki podobno in tako naprej. Ne. Tako da določena razmerja, jaz mislim, da je tak začaran krog ura jajce presekati, ne, ampak zdaj seveda, kdo bo upal in noben politik ne upa tega, ne, da bi rekel, jaz si bom pa zdaj plačal dvakrat povečal, da bo imel tako kot slovaški kolega, ne, ali pa hrvaški, ne, in tu imamo kar precej takih populističnih zadreg. No, ampak niso edini, ne, ravno prejšnji teden, ko smo govorili o stavkah, je sindikalist Verk recimo rekel, da gradbeni inšpektor za univerzitetno izobrazbo dobi 1500 evrov, kar pomeni, da je, če mene vprašate, veliko tveganje korupcije, sploh po aferah, ki jih vidimo v zadnjem času, ali pa pravnica na upravni enoti, prav tako pravnica, ne, za 7. stopnjo izobrazbe, 1400 bruto začetne plače, kar potem ne čudi, če kdaj kdo od koga zahteva kakšen dodatek za to, da se kakšen postopek malo hitreje sproži, ker očitno na splošno zdravniki pravijo, da imajo premalo, sodniki imajo, ne. Na koncu ugotovimo, da imamo podplačane tako rekoč vse ljudi. Na koncu ugotovimo tam, kar smo začeli, ne, da je plačni sistem v javnem sektorju je velik problem, ne, in jaz tudi ne verjamem, da se ga da z enotnim plačnim sistemom urejati, ker tudi tu deluje trg, ne, če v nekem okolju nimaš zdravnikov, pač jih moraš dobiti in jih moraš plačati, ne, če pa profesor ekonomije preveč, jih pa ni treba toliko plačati, ne, milo rečeno in tako naprej, ne, se pravi, tudi tu trg deluje in skrivati se za neko enotno, tudi stebrno, ne, mislim, da ni, in to so razvite države že dojele, ne. Že v lanskem letu je vlada ravno zaradi poplav sprejela že nekatere nove davke, sicer davek na bilančno vsoto ne bo zadev, vas bo pa višji davek od dobička. Ste že kaj preračunavali, kaj bo to za vas pomenili, pa recimo nove omrežnine v letošnjem letu, naj bi sploh za velike porabnike lahko kar nekaj sprememb prinesle. Ste že kaj pogledali, sicer smo čist začetek leta, pa vendarle, kaj bojo te spremembe, ki pa že veljajo, pomenile za vas? Smo prej omenili, ne, zdaj, kje je zdaj tista meja, ko začnejo nekdo razmišljati o tem, da je pač treba čim bolj optimizirati tudi potem davčne odhodke, ne, oziroma pač davek od dobička. Ne. Če 15%, takrat, ko je bil nekaj napoved, mislim, da je Babajukova to vlada, ki tega rekla. Mi smo prišli do 17, smo prišli. Tako, ja, ampak je bilo lesica, da bo šlo do 15. Pri 15 se pa res ne splača sploh razmišljati o tem, da bi optimiziral. Ja, pa se, ne vem, še kaj, pač to plačaš, seveda tudi se strinjam zaupanje, če ti veš, da je ta denar dobro porabljen, tudi 20% ni problem. Če pa se dogaja to, kar se marsikdaj dogaja, da se ta denar neracionalno potem, pa vsi razmišljamo, pa zakaj bi ga dali, če ga potem tako svičkajo. Ne. Seveda, vsak davek, ki je dodan, nam pač povzroči dodatne težave, manjšo konkurenčnost. Ne. Jaz dvomim, da bo ta, ki bo šel zdaj iz 19-23, samo še za 5 let, bo verjetno ostalo. Ker običajno vse ostale. Ne. Ta protipoplavni zakon se je začel zelo slabo, oziroma že sploh ukrepi. Ne. Tisti ponedeljek nesrečni je nam vzel 60 000 evrov, pa nič drugo,
ljudje niso šli v Savinjsko dolino, ampak so šli na Hrvaško. Ti se je bilo zelo ponesrečeno. Nič pa ne bilo problema, če bi rekli, da boste dali pa 50,000 evrov za Savinjsko. Doben problem. Ali pa bi rekli, delodajalci, dajte ljudem, ki želijo pomagati frati, vsi bi dali z veseljem. Tako pa seveda je bilo to zelo slabo se začelo. In mi smo letos dodatno seveda ali pa obremenjeni, cirka jaz ocenjujem to, da nam se za 10% poslabšali pogoje. Eno so seveda tudi določeni administrativni ukrepi, ta nesrečni zakon o štempljanju oziroma ta nebuloza, ki ne sodi v 21. stoletje in dodatno bom rekel, spodbuja nezaupanje med delodajalci in delojemalci. Jaz ne poznam delodajalca, ki bi kradel ure delavcev. Obratni problemi so, ampak jih zanemarjamo. In mi imamo že leta recimo upeljan sistem štempljanja z elektronskega, ampak zdaj bo to postal problem. Zakaj? Ker zjutraj nudimo zastonj zajtrk ljudem in pride 15 minut, pol ure prej. In to bo zdaj problem, ker to bo šlo v delovni čas. Mora iti na zajtrk, nazaj vam bo Kaj bomo šli zdaj nazaj na vodenje tega? Mislim, jaz upam, da bo ta zakon oziroma to zginalo iz luči sveta, ker to pa res ne sodi v neko sodobno poslovanje, da se bomo zopet štempljali. Potem, ko sem že prej smo omenili, pač mene tisti srednji kader tehnološki sprašuje, zakaj imam jaz zdaj 200 evrov manjšo plačo. Mislim, sej jim dopoveš, to nismo mi, to je nekdo drug ima vzel. Potem seveda, kakorkoli tole zdaj tudi obvezno zdravstvo, dopolnilno zavarovanje. Ljudje gledajo samo neto plačo. Teh 35 evrov, ki bomo zdaj mi trgali in dali, mislim, delavcu, to beri, on bo zdaj dobil 35 evrov manj na plačilni listi, to beri, to je 60 evrov. Ker mi bomo morali obruti to, da bomo zopet šli na neto plačo. Mi imamo s tujimi delavci dogovorjeno. Če boste šli na isto neto plačo, boste morali dvigniti, seveda. Seveda. To so vse dodatne zadeve, ki nas dodatno bremenijo. Tudi, ta 2%, 1% pri dolgotrajni skrbi nas 1% bo prispel delati, to beri, to je 2% za nas. Oni bojo zopet gledali neto plačo. Pokojninska, kjer se vam lahko prispevki za delodajalce. Prav, ljudje gledajo samo neto plačo. To so vse dodatne obremenitve, ampak bolijo nas pa tudi takšne popolnoma nepotrebne. Jaz se strinjam, da dolgotrajno oskrbo moramo poštimati. Tudi dopolnilno zavarovanje je v redu za ljudi, ker konec koncev jim ni treba doplačevati. Ampak to pa, da se moramo pa štempljati. Veste, mi smo si izračunali v našem podjetju, da če bi tiste 15 minut, ki imajo zdaj prej, lahko pride, pa imajo zastonj zajtrk, če jim to damo v delovni čas, to je na dan 80 ur. To pomeni, jaz lahko zaposlim 10-11 ljudi, da mi bo evidence vodili ročno. Mislim, to so takšni stroški, ki nenormalno vplivajo na nas. Ne vem, kaj se bo sicer s tem zgodilo. Tudi zakon o zaščiti živali, to snemanje ljudi tam, to nikakor ne gre skozi. Potem pravzaprav poniževanje veterinarske stroke, tudi jaz sem veterinar. Zdaj, seveda, nekdo za 40-urni tečaj bo seveda zdaj usmerjal veterinarje in kontroliral, kako delajo. Jaz pravim, vsak pošten kmet, teh je 99% v Sloveniji zna in ve, kako je treba ravnati za živalmi. Strateški svet glede prehrane, ki je bil sestavljen, ampak ne vem, kaj dela, ne dela in hvala Bogu, da ne dela, ker pa če je bil sestavljen iz 10 ljudi, je bilo 9 veganov in to ni strateški svet. Kaj pa minimalna plača? Konec tedna poznano, kam bo šla. Gospodarstvo pravi, da imamo teh usklajenih 4,2% več. Sindikati seveda vedno želijo več, pravijo 7,5%. Kam se vi nekako umeščate in recimo, ali je izračun, koliko bi vam to na letnem nivoju pomenil dvig mase plač, če gre za 4,2 oziroma za 7,5? Zopet, tu ni problem samo tista masa, ki bo na koncu nastala. Problem je, da nastaja uravnilovka. Predlog je seveda gospodarstva 4,5, jaz se bojim, da bo šlo na 7,5, ker pač se bo verjetno minister tako odločil. Problem je uravnilovka, ki se nam dogaja,
in da je seveda vedno več ljudi pod minimalno plačo, čeprav danes sem poslušal celo nekje pisati, da so Inštitut 8. marec bo dal predlog premijeru, da največ država ne doplačuje do minimalne plače ljudem. Ne. Mislim, niti tega ne vedo, da to tako plačamo delodajalci. Ne. Seveda je problem. Problem je v delovno-intenzivnih panogah, niso vse panoge, veste, super dobičkonočne, da si lahko privošijo, ne vem, kakšne plače. Slovenija je pač ta problem, da so vsi suporti gospodarstva, ne, imajo izredno velike plače. Ne. Elektrogospodarstvo, ne vem, 3.800 plača, v zavarovalnice 4 ure. Ampak to so vsi suporti gospodarstva. Gospodarstvo si takih plač ne more privošiti. In pač ljudje počasi bežijo iz teh delovno-intenzivnih panog in zato je tukaj vedno več tujcev. Problem je z delovno silo, pa ne zato, da jih ne želimo plačati, enostavno si ne moremo tega privoščiti, če želimo biti konkurenčni, delati na nek dolgi rok. Ne. Pa, seveda dobre plače so tudi del konkurenčnosti, se strinjam, ne. Ampak potem mora biti temu primerna tudi delovnopravna zakonodaja. V Avstriji pač, če delodajalec in delodajalec se gre za skupaj, pač mu plača Zelo lahko je. 2 meseca plače, pa In se ga se razideta. Ne. znebija. Če je bilo to pri nas, verjamite, da bi se tudi produktivnost povečala. Ne. Seveda skozi govorimo o razbremenitvi plač, ne, pa te famozne OECD številke, na katerem mestu smo in to. Se da do konca marca neko jasno usmeritev, kar se tega tiče, dobiti, ali bodo nekako vzeli nazaj tisto prejšnjo reformo, prejšnje vlade in spet recimo dvignili splošno olajšavo in podobne stvari. Torej, če imajo nek karakter, tega ne bodo naredili. Ker če si rekel prej, da to ni v redu, potem tega ne moš narediti. Torej, jaz mislim, da moš imeti neko odločnost, nek karakter, neko stališče. Ne. Jaz pri samih plačah, torej tukaj sem pa jaz mogoče na drugem stališču, kot je večina, jaz ne vidim, kako bodo razbremenili plače, da ne bi zmanjšali pravice iz zdravstva in tako naprej, pokojninske in tako naprej. Ker če ti gre zmanjševati prispevke, to tudi vi, profesor, veste, da že zdaj iz proračuna gre 1 milijarda za pokojnine. Pomeni, če ti zmanjkaš pokojninski prispevek, bo šla pa 1,5 milijarde. To pomeni, daš iz enega konca not in pol z istega daješ sem. Tako pomeni, jaz bi razumel, če bi se ti prispevki in njihova poraba financirali sami, torej ne dajemo noč iz proračuna, iz drugih davkov, potem je ok. In če vidiš, da imaš tam nek plus, potem neki zmanjšaš prispevke. Ampak da bi šel zdaj prispevke manjšati, lahko ni problema. Rečeš, bomo penzijskega zmanjšali, bomo zdravstvenega zmanjšali, bo treba nekje drugje financirati. Če ne bodo zmanjševali prispevke. Jaz tukaj ne vidim. Vidim samo na dohodnini. Na dohodnini je pa to, da pač ali zmanjšaš stopnjo ali povečaš olajšavo. Dosti lažje je povečati olajšavo. Ampak če če ne bojo tega naredili, ne? Ja. Če hočeš biti karakter, tega ne narediš, ker je pa malo smešno, da si v letu 2022 ustavo rast splošne olajšave, katero smo pač takrat pripravili, da bi šla do 7.500, da boš pa zdaj ponovno uvedel, ampak nekaj takega bodo morali narediti, čeprav smo bili že do zdaj navajeni, da so veliko stvari rekli, pa so jih pol pač, da ne bodo naredili, pa so naredili. Veste, in to je tisto, ko so prišli, bi se morali mogoče s kom pogovoriti, kaj se da narediti, pa kaj se ne da. Ne. Oni so že šli s tem, da vsi tisti, ki so bili prej, so nesposobni, vsi ti, ki so zdaj so prišli, so sposobni. Vidimo, kako jih hiter menjajo. Škoda, da se je to zgodilo, kajti imeli so vse v svojih rokah, lahko bi vse naredili enkratno, pomeni večina v parlamentu, visoka zmaga na volitvah in tako naprej. In to so zdaj, rekel, tako, kot pri enem pokeru vse zaigrali. Ne. Tako da, ne vem. Da končamo približno tam, kjer smo začeli še z enim takim makro, torej doma več kot dovolj težav, zdaj pa hkrati, kot smo že na začetku rekli, ogromno globalnih težav. Koliko lahko vse ta geopolitična trenja, zastoj v logistiki, v dobavah, vplivajo tudi na ponovni dvig inflacije? Decembra je bila že precej višja in tudi morda na upad BDP-ja, kar pomeni, da tudi ta mednarodna trenja lahko povprečen Slovenc čuti v svoji denarnici recimo čez par mesecev. Ja, tako kot sem na začetku rekel, tudi ta scenarij je možen, se pravi scenarij neke stagflacije, tudi dolžniške krize,
ta je za letos ocenjen kot manj verjeten, ampak vse je možno, ne, danes napovedovati v teh tako negotovih okoliščinah, tudi teh mednarodnih, ki ste jih omenjali, je izjemno nehvaležno. Tako da rečemo, da je neka verjetnost manjša, kot smo jo zaznavali lansko leto, ampak se lahko zgodi in seveda zelo negativno vpliva na nas vse skupaj. In takrat bojo vsi ti naši problemi, ki so zdajle, ko nismo v neki gospodarski finančni krizi, splošno gledano, ne, seveda še toliko bolj udari, ne. Res pa je, da lani napovedi analitikov so se v veliki večini izkazale za napačne, kako se bojo gibale obrestne mere, kako se bojo indeksi borzni, obveznice so šli v popolnoma napačno smer, tako da boš, da jih ni bilo poslušati in upamo, da letos imajo vsem bolj prav. Ne, letos je pa obratno, ne? Letos pa upamo, da nimajo prav, ne? Zaradi tega, ker letos napoveduje, oziroma da imajo prav, ja. Se pravi, da napovedujejo pozitivno. Boljše, ja. Upamo, da imajo prav, ja, to je prava. Hvala lepa vsem trem za vaš čas, vaša mnenja in upamo, da nas bo daj slišal tudi kdo iz vlade in kakšen pameten predlog vzel in da ne bojo vedno rabili samo novega strateškega sveta za to in ono in da bodo lahko, kot ste rekli, že iz medijev in iz drugih izjav pobrali najboljše ideje. Torej še enkrat hvala lepa in srečno sem. To je bil še en podcast SBC Aktualno. Tokrat o stavkah, davkih, življenju v Sloveniji nasplošno. Vabljeni k ogledu, poslušanju in pa seveda srečno. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.